Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Današnja tema tedna bo pometla stereotipi o ženskah in staranju. Ekipa žensk, ki si je nadela ime oldtimerke, ima glede tega svoje mnenje. Poglejmo, kaj pomeni danes biti ženska v zrelih letih in zakaj je potrebno pomesti stereotipi o ženskosti, lepoti, starosti, ponovni uporabi in recikliranju oblačil. Pometimo stereotipe je vodilo ekipe, katere gonilna sila je Darja Favento, ki jo na spletu najdete tudi pod umetniškim imenom Morena Modras. Darja že celo življenje ljubi umetnost in starine, sama tudi slika, oblikuje nakit in stilira sebe in svoje prijateljice. Njeno vodilo je uporaba oblačil iz druge roke, ki jih zbira, išče, kupuje na bolšjih trgih, v second-hand trgovinah ali po spletu. Iz njih nato sestavi stylinge za svoje prijateljice, s katerimi se redno dobivajo, vsaj enkrat letno pa tudi fotografirajo. Lansko leto pa se je Darja odločila za novo potezo. V baru Mandrač v Kopru je organizirala modno revijo, na kateri so njene prijateljice odigrale vlogo manekenk. Popisti so se sprehodile v Darjenih stylingih in predstavile Darjen unikaten nakit, izdelan iz odpadnega materiala. Nadele so si ime oldtimerke in profesionalno izpeljale modno revijo, ki je požela navdušenje publike in vzbudila precejšnjo pozornost. Darjo in ekipo oldtimerk smo obiskali tam, kjer se dobivajo, ko se zabavajo, družijo in snujejo nove vragolije in nova pometanja stereotipov. Mi smo imeli te fotoshootinge, prijateljice, ženske dneve in večere, ki smo se neizmerno zabavali, jaz sem jih tako oblačila, nakitla in smo imeli različne vrste fotoshootingov. Potem sem jaz imela eno poškodbo, kar hudo, oba gležna zlomljena in rame zlomljeno. In je bila ene 3 leta, sigurno ena pavza, ne. In potem, dajmo spet narediti. Ok, jaz berem že obleke, nakit, vse že naštimam, ne, spet bomo imeli fotoshooting. In večer sedim pred bajto, poletje, črički čričkajo, ne. Razmišljam, se rekam, čakaj malo. In kar naenkrat tuf, ideja, ne, se rekam, zakaj fotoshooting, zakaj ne naredimo modne revije, ne, če imam že toliko vse pripravljeno. In kličem Mateja v Mandrač, če je za sceno, ne, valjda sem za sceno, nekaj drugačnega, ne. In potem je vse steklo. Jaz sem imela odvedno ogromno oblek doma, ne. Pač uživam v tem, ne, v raznih kombinacijah. Mi je všeč kombinirati različne stile, pač sem si ustvarila svoj stil. To je tudi ena vrsta umetnosti, ne, ker če ti deluješ samo po teh modnih trendih, kar ti narekujejo modni kreatorji in sistem, jaz ne morem drugače reči kot temu sistem, ne, nisi unikaten, ne, si uniformiran. To se to ponavljam, non-stop. Je umetnost. Pogledati, kaj ti paše, kako se ti dobro počutiš v teh oblekah in narediti neko čarovnijost teh oblek, ne. Da ti skombiniraš nemogoče z nemogočim, da pride wow, ne. Ko delaš te outfite, te kombinacije, imaš v misli glede človeka, ki jih bo nosil? Absolutno. Jaz recimo pri njih, ne, pri mojih oldtimerkah, gledam tudi osebnosti njihove, ne. Ne paše vse vsakemu, ne. Vsak ima svoj stil, svojo energijo, svojo postavo, svoje poteze obraza, ten kože. Točno vidim, ko jaz vidim človeka, vidim, kakšna barva mu paše, kakšni kroji mu pašejo, kakšen stil mu paše. Jaz se v vsako posebej poglobim, ne. V tem uživam. Pri meni je bila vedno baza, ne. Meni so hodile vse prijateljice in jaz sem jih oblačila in smo se šemle, ne. In nam je bilo fajn. No in takrat poleti mi je prišla ta ideja za pač to modno revijo. Nisem pričakovala takšnega odziva. Jaz sem hotela razbiti v bistvu to malo meščanstvo tle, ne.
ki je ful prisotno tle na obali, ne. Zakaj? Upam trditi zaradi Trsta. Trst je tle, pred nosom. In večina, takrat smo hodili še v osnovno in srednjo šolo, večina punc je hodila v Trst, ne, kupovati one njihove modne trende, da so bile in, ne. Meni je bilo to kot neka uniforma, ne, vse so bile enake. Roza pasek, roza srajčka, ne vem, roza supergice, ne. Dobro, jaz sem bila takrat velik upornik, sem bila punk rocker, ne. Ampak kasneje je prišlo tudi to, da sem se začela poigravati z raznimi stili, materiali in tako dalje, ne. Nikoli nisem sledila tem modnim trendom, ker enostavno, ne vem zakaj, verjetno zato, ker sem šampuntar, ne vem. Ali pa gledam skozi umetniške oči, da si pač sama nekaj, ne. Glih tako z nakitom reciklažnim, ne. Pač si rada sama nekaj ustvarim, ne, ker to izraža mene, ne družbe, ne. Ker kdo si ti, da boš meni narekoval, kaj se letos nosi ali pa drugo leto, ne. Skozi leta se je nabralo veliko stylingov, predvsem pa zgradilo veliko dobrih prijateljstev, na katerih projekt Pometimo stereotipe pravzaprav temelji. Sonja je Darjina prijateljica iz osnovnošolskih dni. Ima 59 let, je razvezana, zaposlena v bolnišnici, zadnja 4 leta pa se je iz mesta preselila v zaledje, kjer uživa v družbi živali. Daj. Darjo poznam že 50 let. Sva že iz osnovne šole v 5. razredu sva začele in sva dali res vse svoje pubertetniške, začetniške zadeve in vedno so bila obdobja, ko so se bolj družile, ko so se manj družile, ko si poveva vse v obraz, ker res med nami ni skrivnosti nikakršnih in tako. Mi smo se pogovarjali samo o otrocih, o problemih, o družinah, o vse, kar smo skupaj dejansko ustvarjali, istočasno družino, dom, žurali smo skupaj ogromno. Otroci naši skupaj, Tako, ja. pikniki. Prijatelji so naši otroci in tako, od vedno. Snežana je stara 65 let. Po poklicu je vzgojiteljica, dela pa v varstveno-delovnem centru v Kopru. Jaz sem po duši umetnik, čeprav nisem končala nobene umetniške šole. Na vzgojiteljski smo imeli veliko programov, ker sem se dosti izučila in to tudi zdaj trenutno uporabljam v mojem delu. Tam, kjer delam, imamo umetniške delavnice, v bistvu ustvarjalne, ne morem reči, ker umetniki nismo, ampak ustvarjamo z glino, rišemo, slikamo, fotografiramo, pa šivamo. Tako da veliko teh dejavnosti, ki jih izvajamo, se moji uporabniki tukaj pokažejo v tistem, kar znajo in kar zmorejo. In to tudi prodajamo. Tako da Si ustvarjalna tudi v svojem poklicu? ja, sem ustvarjalna in tako da me to zelo veseli. Kljub mojim letom bom vztrajala, kolikor se le da, ker me to delo veseli. Sem izvenzakonsko v partnerstvu, bila sem poročena, imam hčerko z prvim možem in ne bom rekla posvojila, ampak se tako počutim, da sem jo posvojila. Imam še eno dekle, ženo tudi, istih let kot moja hči, ki jo sem jo vzela v rejo. In še dan danes smo kot družina. Nisem nona, sem nana, da ne bi prišlo do pomot kad rečejo, imam nono ali imam nano, ker prava res nona nisem, ampak je razširjena družina, bi se rekla temu zdaj trenutno. Imam res obe punci krasne in vse ostalo funkcionira, zato sem zadovoljna v življenju. Darjo poznam že dlje časa, moram poznati, samo ne tako dobro kot zdaj, ker me je kontaktirala po zadnji modni reviji, ker sem sodelovala kot gledalka, zelo navdušena in mi je bilo všeč in z Darjo se poznava tako na videz, se po 2 besedi, ampak kaj globokega nisva izjavljali v življenju še nič, mogoče zdaj zadnje par dni. Tako da je nekega dne me je poklicala, me je povabila tem projektu in sem rekla, zakaj pa ne? Pa ne zato, da bi bila jaz
kako se temu bi reklo, da se bi nekaj dokazovali. Ampak se mi zdi, da danes, kot je že rekla Sonja, treba odpirati nova vrata, treba raziskovati, ker z leti, jaz sem sploh malo, ne bom rekla v slabšalnem izrazu konzervativna, ampak ostajaš v nekih okvirčkih in tam ostajaš notri in se, masejka ne more iti ven. Čeprav najraje bi včasih, ko se reče, stanovala, kavčkala se, dej mi mir, kafe, televizija, pa ne telenovela ali pa dobre knjige raje. Ne. Ampak sem pa opazila, da vedno bolj se trudim iti ven. Ven, ker se mi zdi, da nova spoznanstva, zdaj sem spoznala nove prijateljice, saj mislim, da dovolim si lahko to reči. Tudi njo sem spoznala v drugačni luči, kot sem jo, sploh jo nisem poznala, zdaj jo poznam. Tako da se mi je zdelo to en izziv in bomo videli, kam pelje ta pot. Klavdija je stara 57 let. Pred nekaj leti se je preselila v Zaledje, kjer skupaj s partnerjem skrbita za kmetijo. Je velika ljubiteljica mačk. Darjo poznam iz službe, delala v isti firmi. Potem tam smo se tudi nekako se pokonektali z nekaterimi manj, pa ko smo imeli kakšne feše službe, ali pa smo šli na izlete, ali pa tako, no. In ste v bistvu prijateljice že od takrat? Ja, od takrat, ja. Suzana ima 59 let, je razvezana, ima odraslega sina in dela na zavarovalnici. Z Darjo in Sonjo prijateljujejo že od najstniških let. Darjo sem spoznala v srednji šoli, Darjo in Sonjo tudi, smo bile najboljše kolegice, stalno skupaj, 3 presna detelca. Tudi smo krvne sestre, smo si takrat pač tako, enkrat, ko smo bile same doma, smo si izmenjale kri in od takrat se pravimo, da smo krvne sestre. Skupaj smo hodile ven dosti, žurale v Portorožu, v disku, smo bile rockerce, v pornice. Potem pa sta se Sonja in Darja poročile, sta dobile otroke in jaz sem šla potem malo v tujino. Aha, kje si pa bila? Sem bila v Angliji, v Londonu, sem živela gor 18 let. In potem smo bile stalno v stiku, nismo nikoli prekinile ta stik. In potem, ko sem prišla nazaj, smo se začele spet intenzivno družiti. Kdaj si prišla nazaj? Sem prišla leta 2006. Kaj si pa počela v Londonu? Šla sem gor kot au pair. 2 leti sem bila au pair. Gor sem se tudi srečala s second handom, že zelo mlada, 23 let sem imela. Ko sem bila pri družini, ko sem čuvala 2 punčki, so me eno nedeljo odpeljali, družina me odpeljala s sabo na car boot sale. To prvič sem slišala za kaj takega in to je bilo, se je dogajalo na nekem travniku in so prišli vsi z avti in so prodajali stvari, obleke, posodo, mislim vsega, obutve in to mi je bilo strašno všeč. Potem sem... Rekla se je car boot sale. Ja. Zakaj v bistvu? Car boot je zadnji ker je bilo to v avtomobilih, prtljažnik, ja, so odprli prtljažnike in tam so imeli razstavljene stvari, tudi malo spredaj, ne, tako. In to mi je bilo strašno všeč, no, tako sem se prvič srečala takrat s tem. Gor in potem tudi knjige, ker pri nas še ni bilo second hand knjig. Gor so bile ogromne knjižnice s temi knjigami po 50 centov in to se mi je zdelo tudi super. Ponovna uporaba ni pojem, ki bi bil v naši družbi neznan, le da se mu je reklo drugače. Od nekdaj že je bila navada, da so mlajši otroci podedovali oblačila od starejših in to je bilo nekaj povsem običajnega. Oblačila iz druge roke so takrat pomenila varčnost in ekonomičnost. Danes pa se je pomen second hand oblačil razširil. V bistvu že od osnovne šole, ne? Od osnovne šole. Potem se je vedno bolj stopnjevalo, v srednji šoli itak,
ne, pol, ko sem začela delati, tako, vedno smo si menjavali te obleke. Potem, ko so se začele odpirati second hand trgovine, ne, napredujemo, ne. In ljudje so imeli, večinoma in še danes imajo, nažalost, tak negativen pogled na to, ne, da ki so oblačila umazana, strgana, razcapana, za nič, za v smeti, pa to sploh ni res, ne. Vemo, da imamo ženske ful kompulzivnih nakupov, ne, je res. Ena si gre kupiti rožico, jaz si gre kupiti obleko, ne. In en kup denarja si zmetal v smeti za hitro modo, ki tako vemo, kako hitra je in kam nas to pelje, z vsemi odpadki in svinjanjem zemlje, po domače rečeno, ne. In mene je to pritegnilo ful. In kupujem v second hand trgovinah obleke, ki jih ne dobim v trgovinah, normalnih trgovinah, ne. Zakaj ne? Ker je vse isto, tako kot pravim uniforma, letos se nosi bež, ne, in ne vem, midi krila in kratke jakne. Jaz gledam unikate. V second hand trgovinah dobim kvalitetne stvari, bombaž, svilo, volno, ne. V trgovinah dobiš sintetiko, to je hitra moda, ne. Dobim posebne stvari, zelo posebne, vintage stvari, unikate. Tako da je mene to vedno pritegnilo. Kje kupuješ? Katere second hand trgovine recimo obiskuješ? Ogromno jih je na internetu, ogromno. Ena izmed teh je tudi moj butik, ki deluje že leta. V Ljubljani je par second hand trgovin, tle v Kopru smo bolj ubogi. Tako kot sem rekla, Izola nas itak prehitela, oni imajo center ponovne uporabe. Mislim, svaka čast županu Izole in direktorju njihovega komunalnega podjetja, da gledajo za ljudi. Tam dobiš stvari super ohranjene, kot nove, kakšne stvari so čisto nove, ne. In te predsodki, da ki je umazana obleka, saj obstajajo praški, kot prvo v trgovinah ne kupiš umazano stvar second handu, jo opereš, je res. In se jih da skombinirati v nulo. Alt-roke v trgovinah, ne. In tisti, jaz to upam trditi, lahko me bo kakšen popljuval, ampak to je moje mišljenje, ne. Tisti, ki nima svojega stila, kupuje v trgovinah. Za moje pojme, ne. Če imaš ti svoj stil, da ti veš, kaj ti paše, kakšne barve, kroji in kombinacije, si umetnik. Kaj ti pomeni moda in oblačenje? Meni v bistvu moda, jaz nisem dosti za to, nisem... Ampak nikoli smislu nisi za to? Nisem nikoli za to klasično, da bi se nekaj zdaj to, kar zadnji trend mora imeti, ali pa... Jaz sem zmeraj rada tako, da sem udobno, jaz sem rada dobre materiale, jaz sem rada, da mi je prijetno na koži. Jaz tako ni dojenčki, ki te mora biti vse, kot da te bože, kot da te to, ne maram grobih stvari, pa čeprav recimo lan tudi je naraven, jaz ga toliko ne maram, ker me pika. Neke posebne pozornosti nisem nikoli dala na to, na firme, na... In si že prej uporabljala stvari second hand? Second hand? Ja, že kot otrok smo še starejšo sestro, smo nekaj tako, pa imam dvojčico, smo si tam menjavali. Pol nekako srednja šola si s kolegicami, zmeraj kaj zamenjaš, tako, kar ti pride, kakšna bluza, kakšne... kastem. Ampak nikoli takrat niti se ne spomnim, da bi bili neki second hand trgovine. Jaz, ko sem v srednji šoli, tega ne vem. Spravi, to je šlo bolj preko prijateljskih. Ja, tako, ja. Moda in oblačenje mi pomeni tako, da se v določeni stvari, ki jo nosiš, dobro počutiš. Ni važno to, ali je zdaj trend današnji, ali je to trend izpred 50 let. In da se dobro počutiš v eni obleki, mora biti predvsem naravni material. Jaz izhajam iz tega.
da to, kar se danes prodaja, razni kitajski najloni in podobno, jaz se v teh oblekah ne počutim dobro. In zato imam rajši oldtimerske zadeve, ker so bolj stilno boljše in tudi materialno boljše. Koliko pozornosti recimo posvečaš temu, kaj se oblečeš? Tako, jaz v službi nosim uniformo, zato v službo zelo malo pozornosti temu posvečam. Ko grem ven, pa več, tako. Kupuješ nova oblačila ali tudi second hand? Oboje, čeprav imam rajši second hand. Tako, kupujem pa vsake toliko, ženske smo, zanesete mimo grede v trgovino in seveda napaseš oči in sprazneš žnarnico tudi. Ja. Recimo, ko iščeš naravne materiale, ki si rekla, da jih daješ prednost, imaš težave pri tem, ko nakupuješ trgovine? Ja, v današnjem času ja, ker za naravne materiale danes porabiš ogromno denarja. Tako da mislim, da je second hand rešitev idealna rešitev. Mogoče zdaj se dostikrat v življenju soočaš z debatami med ljudmi, ne? Ali v službi ali zunaj. Ali se splača pomagati tem naši zemlji, recimo, govorim zdaj na grobo, smeti ločevati, kupovati obleke poceni ali je to smiselno, ker danes bogati tako in tako to delajo. Jaz mislim, da ja, smiselno je vsak majhen korak, ki ga naredimo v to smer, da ne kupujemo toliko odpadkov, smeti, bom prav rekla smeti, zato ker glede mojega življenja sem se naučila sama šivati, zaradi tega, ker sem bila previsoka za italijanski standard. In ko sem se oblekla, je bilo vse prekratko rokavi in sem se morala pod stroj od zaves strgati doma do rjuh, naučiti šivati in me je zmotilo, da danes, ko grem v trgovino in pogledam, kako je sešito in vidim, da je to narejeno brez srca. S tem, da ko sem jaz mamine obleke podedovala in ko sem ona si je dala šivati po šivili in je imela narejeno po svojem telesu, so bili to materiali za snedce. Ki so še vedno... Danes imam še obleko njeno. In kvalitetni. Vemo pa, da tudi bombaž in svila zahteva davek tudi v okolju. Tako da zato pravim, ni nujno, da je bombaž ali svila res najboljši stvar. Moti me pa, da dajo tako ceno, ker kupujem rada tudi stvari, ki so lepe in pod imenom znanega kreatorja in ugotoviš, da ti za 300 evrov prodaja recimo ni svilena srajca sintetično. Se veš, zakaj me imaš za norca? To me je zelo zmotilo in zato pravim, da ta trend, ki ga je že nekaj časa, zdaj blizu se je Darja pristopila k temu, s tem dogodkom z modno revijo, da sem razmislila res, da mogoče stvari, ki nekdo se ne čuti več, da jih nosi in jih ne rabi in želi prodati, ja, zakaj ne? Ker za njega je to staro, za me nekaj novega. Meni je to bilo vedno všeč. Prva stvar, ko sem bila v Angliji, ko sem šla na Camden Town, prvič tudi Darji sem vedno govorila, moraš priti z mano v London, da gremo na Camden Town. Prvo stvar, ki sem si kupila, so bile second hand levijske hlače, zdrsane in čisto poceni sem jih dobila, ker takrat nismo imeli denarja, kot operke smo bile zelo slabo plačane in tako. In se mi je zdelo to super in to je gor čisto nekaj normalnega, Portobello, vsako nedeljo sem hodila na Portobello, imamo ogromno teh second hand stvari, dobrih, od torbic do tudi šminke se gor prodajajo, parfumi na pol prazni recimo, tako da tistega si takrat ne bi mogla privoščiti, če bi kupila to v trgovini, in nisem imela nikoli problema s tem. Mi je bilo všeč, da se to uporablja ponovno, da se ne zavrže in tako. Kako se je projekt Oldtimerke pravzaprav začel?
Ja. Začeli smo par let nazaj, ko smo imeli samo fotoshootinge. Smo se našemle, smo se oblekle v obleke, ki so nam pasale in smo šle v gozd, smo se slikale in to je bila taka zabava. Potem, ko se je pač ta projekt razvijal in smo začeli z modno revijo in z vsem ostalim, pač postaneš del tega in te ta energija povleče v sebe in potem enostavno v tem uživaš. In to je to, kar nas druži, kar hočemo predstaviti svetu. Energija v dobri obleki je uspeh. In Darji, v bistvu zaupaš, ko te naštima po nekih svojih podobi? Darji čisto zaupam, zato ker ona, recimo pridem k njej, ne, v sobo in ima tam 10 vreč in samo vleče. To, ma jaz rečem, ma ne Darja, to meni ne paše, čaki, da ti tam gor in mi oviješ ali mi dajo, ma ne, jaz te kape ne bom nosila, ni mi všeč. Čakaj, da se vidim. Zdaj, ko sem imela rojstni dan, mi je prinesla dve kapi, sem ne Darja, jaz to ne bom nosila, nesi nazaj, pridi pred ogledalo, je rekla. In mi jo dala, in rekla, in je res, in potem, ja, to zaupam 100%, no. Mislim, se mi zdi čudežno, no, to, kar dela, ker je prav doživetje, ko greš k njej in vleče ven, čakaj, ta pas bo še ne ta očala, te čevlje. In tako, je super zabava, no, tudi. Druženje ekipe Oldtimerk je zaznamovano z ljubeznijo do estetike, a v prvi vrsti s prijateljstvom. Začeli smo s fotoshootingi, Darja nas je itak vedno oblačila. In dobivate se tukaj pri tebi, v tem zimskem vrtu, bi rekli? Ja, to smo sicer naknadno naredili, ampak smo se dobivali tu, ko smo se v gozdu slikali večinoma, pa tu na travniku, vsaj enkrat na leto, ne, smo imeli ta srečanje. Enkrat na leto najmanj. Ja, najmanj. In ja, potem smo zdaj to zaprli in zdaj imamo prav tu srečanje, ko se lahko kadi, pije. Se zabavate skupaj? Ja, se zabavamo, je super energija, ženska energija. Se ti zdi pomembno to, da že to ohranjanje prijateljstva, recimo, ne, skozi vsa ta leta, mislim, to ni nekaj, kar pride, to je treba negovati odnose. Se ti zdi to zelo pomembno, oziroma kako vidiš tudi danes ta pomen ženskega prijateljstva, recimo v tej dobi, v kateri živiš zdaj? Zdaj mi je mogoče dosti bolj pomemben, kot prej je bila družina in si bil osredotočen na družino, čeprav smo bile vedno zelo povezane, samo zdaj, ne vem, mene polni ta ženska energija, ko smo skupaj, ko skupaj ustvarjamo, ko si izmenjujemo ideje, mi je to ogromno pomeni, me polni, no. In ta vaš v bistvu krožek, kako bi rekli, vaše druženje, ki je v bistvu hkrati tudi ustvarjalno, je velik del verjetno vašega življenja tudi na splošno. To nas polni z energijo, to je naše druženje, to so naši ženski trenutki in to je naša zabava. Ker ne delamo to, kar moramo, pa kar hočemo, kar nam paše, v čemer uživamo. Oldtimerke pometajo z različnimi stereotipi. Poleg predsodkov do ponovne uporabe, že izbira njihovega imena sporoča, da izzivajo stereotip, da je igrivo in drzno oblačenje le domena mladih. Oldtimerke so ponosne na svoje leta in izkušnje in se imajo danes raje, kot so se imele v mladih letih. Kako doživljaš svoje leta? To dozorenje, staranje tudi, ampak v nekem, recimo, vredno bolj žlahtnem smislu, me zanimajo. Jaz lahko rečem, da je to eno najlepših obdobij, ki jih imam zdaj, ker sem zadovoljna s sabo. Celo mladost sem bila polna kompleksov. V mladost se ne bi rada več vrnila, ker je bila težka mladost, mislim, in zdaj sem zadovoljna, zdaj počnem stvari, ki jih imam rada, sem si kupila kolo, hodim v hribe, delam na vrtu. Čeprav še vedno delaš? Ja, delam, še vedno delam, ampak
to mi je v redu, se imamo super v službi, se razumemo, tako da mi to ni neko breme, ker potem počnem stvari, ki jih imam rada, no, tako da mi je to obdobje res eno zaenkrat in naj traja. Odrasteš. Odraslost ni samo, ko ti imaš 18 let ali 20 ali kakorkoli, ampak ko se začneš zavedati sebe. Ker res, kot so prej tudi povedali, ti v otroštvu v bistvu se uveljavljaš. To se bo zmeraj dogajalo, ker otrok, mislim, v puberteti pa še kasneje se v bistvu uveljavlja, da poskuša tukaj, poskuša tam, kjer se on vidi in v bistvu poskuša ugajati. Zdaj pa, ko imaš določena leta, pa pravimo, ti moraš biti meni všeč, ne jaz tebi. In to je to, ne. Da si v bistvu potem ti pokoriš okolje posebej, da je tebi prav. Ne pa, da bo normalno, da se tudi prilagajaš, se to je človeško, ni, ampak da ni tisto za... Ja. In to gre, recimo, da usklajuješ lahko družinsko življenje, partnersko, vse obveznosti in s to svojo svobodo, pač imaš zdaj več časa kot si ga imela prej. Ja, seveda. In če ga nimaš, si ga vzameš, ne. Ker ja, to je tisto, dan ima zmeraj 24 ur, ne. Če že sprav nima časa za to, zato ker si ga ne vzameš. Včasih boljše, včasih slabše, ampak načeloma dobro. Mislim, da je zdravje najpomembnejše in če si zdrav in imaš voljo dojemati in imaš voljo se še vedno učiti in imaš voljo, imaš interese, te potem so leta številka. Se počutiš dobro v svojem telesu, recimo s tem, ko zoriš in si... Ja, se počutim dobro. Drugačne vrednote dobiš z leti. Mogoče si bolj strpen, mogoče nekaj povoziš in reče, okej, a jaz pa se vedno trudim in imam močno somišljenico v moji prijateljici, ki vedno reče, treba povedati Bobu Bob, po resnici. Jaz v trenutnem času doživljam, da se ne sme povedati, da se stvari treba diplomatsko izogniti in biti ne povedati. In to me zelo moti. Politična korektnost. Tako. Ja, jaz sem zelo vesela, če mi to pove. Imam res to mojo dobro prijateljico, ki mi vedno pove kritiko. Vedno, ona me ne špale. Mir. Tudi vedno se ne špale. In potem na prvo žogo včasih hočeš se braniti in ker jo že toliko let poznam, se ni smisla, grem domov, predelam, rečem, mama, se ima prav. Jaz niti predelam. In potem pa popravljam, ni vse takoj, ampak so majhne stvari, ki jih moraš popraviti vsak dan sproti. In potem pridejo rezultati. Z izbiro neuniformiranih, barvitih in zabavnih oblačil oldtimerke izzivajo tudi koncept ženskosti, še posebej ženskosti v zrelih letih. Ženskost zame je to, da daš tisto energijo, da se lahko tudi v življenju boriš za marsikaj, brez pesti, ker jaz sem pacifist od vedno, ampak z dobro energijo, z dobro idejo, mislim, da je ženska lahko ženska, brez da karkoli dodaja. Mislim, da če gledamo generacije, pred našimi zmeraj je bila ženska tista, ki je v bistvu mogla biti ne glava družine kot oče, ampak v smislu, da drži družino skupaj. Tri vogale. Ja, se reče tri vogale, ampak v bistvu to pomeni, ponavadi je tudi se delala, skrbela za otroke, doma kuhala, prala, likala, kaj ti tudi pomeni. Službo vodila. Ja, dobro. Tišina, titršica. Ja. Jaz povem, kot govorim, pravijo. Ne, zdaj. Parla come te mani. Tako da je, in je bila tudi, da imaš potem ta stereotipe, bi se rekel prav, da je tako, je ona tista, ki mora potem za rojstne dneve, za karkoli skrbeti za žlahto, da si zmeraj s familijo, da se družiš, to, da ima otroke.
To recimo, če nima otrok, je bil že kakšen tisto nekaj čudnega, ne. Ampak prav nekaj res bolj predalčkano, kaj se. Glavni vezni člen, ne. Ja. Ženskosti nočem pojmovati, iskreno povem. Jaz sem ženska po spolu, pa to je spol. To ne pomeni, da sem zaradi tega nekje v nekem okvirju. Jaz, včasih, ko smo bili mladi, smo imeli neke filozofske debate o tem, moški smo takšni, ženski so takšne, levo, vse kaj, jaz sem človek. Sej to me v bistvu zanima, na kakšen način se pravzaprav lahko definira ženska, a mora biti vedno kot nasprotje moškemu? Se si to občutila skozi življenje tudi, da se spreminja? Mene dopolnjuje moški. Jaz ne rabim sebe dokazovati kot nek feminizem, sem pa zelo za svobodo. Ne glede na katerem nivoju. Svoboda, ja, to mi veliko pomeni. Več kot ženskost mi pomeni, da sem svobodna, da lahko povem svojo misel, da lahko izražam, da me noben ne ovira. Ampak seveda, jaz se izražam na temu primerno, kot mislim, vsaj na kulturen način, da ne ogrožam nekoga drugega, da tudi ne uporabljam nekih besed stereotipnih, ker si ti z te narodnosti ali to, ker to, tako da, čeprav moram reči, so misli, ki ti jih drugi vlijejo, ampak se to sama skeniram in rečem, to ni to. Z zorenjem se spreminja tudi doživljanje lepote. Oldtimerke pravijo, da je lepota odsev notranjega stanja zadovoljstva s samim seboj. Jaz ne vem, kdo v bistvu dirigira in s kakšno pravico, kaj je lepota, ne. Lepota je tako relativen pojem, lahko je meni nekaj ful lepo, tebi ne bo lepo. Ne vem, baročno obdobje, ne, takrat so bile moderne, bolj obilne ženske, moški so imeli dosti več spoštovanja, status višji, ne, so bili lepši. Pol recimo 70. leta, Twiggy, si mogel biti kost in koža, da si bil lep. V 80. letih ozki boki, velika prsa, mislim, to kot da se igrajo z nami, ne. Jaz gledam lepoto, lahko zveni že zmucano, ne, ampak jo gledam, kako ti v bistvu odražaš iz sebe ven to lepoto, ne. Lahko je en človek ful lep za videti, ko odpre usta in kaj pove, te mine vse. Lahko je en človek, ki ni nič posebnega, ko odpre usta, njegovo obnašanje, njegovo razmišljanje, njegov vibe, ne, energija, ki jo čutiš, wow, je največji lepotec. Jaz nimam teh konceptov, da bi mogla prilagajati se nekomu, kar je zdaj trenutno trend. Jaz vem, kako se počutim dobro in takrat sem lepa. Takrat ne rabim nobenih drugih forum, ki bi mi določali, kaj je lepota. Se pravi, ja, lepota je tesno povezana z mentalno naravnanostjo. Absolutno. In bolj kot se sledi trendom, kar svet narekuje, bolj zgubljaš sebe in bolj zgubljaš svojo lepoto in svojo energijo, ker se prilagajaš in to ni to. Kaj pa recimo lepota, sama sebe, kako vidiš, se je spremenil koncept lepote, kako vidiš samo sebe in tudi konec koncev tudi druge? Ne vem, jaz lepoto sem zmeraj malo po svoje doživljala, že kot mula bi se rekel, ko vsi se kako je dobro, meni ni bil, ne vem, meni so bili zmeraj všeč takšni zanimivi, posebni ali pa da so, meni je zelo privlač tudi, da je človek inteligenten, ne zdaj, da v tisto, ker se ne zna niti pogovarjati, ampak da se znaš pohecati brez mu razložiti vica, ne vem, kako povedati to, no. In lepota je tudi neka energija, ki jo izraža. Kot so vse, mislim, da so vse to povedali, kdo je lahko lep, ko slika, se še malih slika, lahko slikaš in daš na steno, ne. In nimaš kaj s tem človekom početi, nekaj, kar pa ti je zanimiv, ti postane tudi lep. Tudi ženska potem tako, recimo, kaj se meni, je to kot, kaj je duša?
Ja, ker ni to tako, da tako se doživljaš. En ti lahko ti sploh ne že. Jaz sebe, recimo, jaz se ne, če gledamo tako tisto, jaz se ne vidim, ker vsak je najbolj samokritičen, ne? Težko vidi neke svoje dobre strani, ampak zmeraj vidiš, imam ušesa predolga, imam to, imam nuno tle široko, tle ne vem. Ja, pa to danes ne gledaš več tako ali ja? Ma še zmeraj gledaš, pa da moraš jih poudaril tega, no. Mislim, to je, mislim, se mi zdi normalno, ne. Pa si se počutila lepo žensko? Kot... Ja, recimo v življenju. Ja, niti ne, da bi bila nekaj posebnega. Ne, sem se zmeraj počutila nekje normalna. Nikoli nekaj grda in nikoli neka lepa. Ko gledaš te zunanje? Ja. Ideale. In za noter pa se zmeraj v bistvu vsak pri sebi se trudi biti to, kar je njemu všeč. Ne? Torej, če imaš prave vrednote, ne vem. Ja. A danes, ko se pogledaš v ogledalo, recimo vidiš lepo žensko? Vidim žensko, vidim sebe in sem zadovoljna. No. Ja. Tudi tvoj koncept lepote, recimo, se je spremenil skozi leta? Kaj je lepa ženska, kaj pomeni? Ja, sigurno. Jaz sem kot mlada, sem bila polna kompleksov, nič mi ni bilo všeč. Mislim, ne, tako sem bila zelo kritična do sebe in to se je spremenilo, ja. No, odkud misliš, da to prihaja? V bistvu, je to posledica neke vzgoje, da smo tako samokritični, ali je to... Odkud recimo po tvojih izkušnjah? Jaz mislim, da je vzgoja. Predvsej vzgoja, jaz vem, da sem to prevzela od mame, ker ima pri mami še vedno to zelo prisotno, da kaj bojo rekli drugi ljudje, ne. Mislim, pač se... Ampak to je spuhtelo nekako, no, in sem zdaj res zadovoljna in kar mi pomeni največ, tako kot je Snežana rekla, svoboda. Svoboda vsestranska do vsega, no. In tako, zdaj se mi zdi, da sem tista prava Suzana, no, spet, ko sem bila enkrat mogoče na kratek čas in potem se vračam v to, no. Lanskega avgusta so oldtimerke izvedle svojo prvo modno revijo. Odzivi so bili izjemni. Kako pa se punce spominjajo prvega izleta v manekenske vode? Modno revijo ste izpeljale, kakšni so bili vtisi? Kako si se počutila kot manekenka? Ja, najprej trema, seveda je. Pri 50-ih in over začeti tako... Ampak, ko si slišal odziv ljudi, ki so bili tam, ker so nam vračali to energijo in so nas napolnili, smo tudi potem to energijo dali ven. In je bilo fantastično, res. Ja, na začetku me je bilo strah, prav zelo strah, ker sem raje nekje v ozadju mislim, nisem si niti predstavljala, kako bom lahko to zmogla, ker noge so se mi tresle prvih 3-krat, ko sem šla okoli, nisem mogla ne govoriti, ne. Ampak potem je bilo vedno lažje in prav ta ženska energija, ko smo bile tako povezane, ko smo si pomagale, ko smo se bodrile pol Darja, ja, saj bo v redu, saj boste zmogle, ste super. Je bilo čudovito doživetje, no. Odzivi ljudi so Tudi, ja, ful, ne, mislim, res lepo. Darja trenutno skupaj z ostalimi oldtimerkami pripravlja 2 dogodka. 18. aprila bo v Loži otvoritev razstave fotografij Darjinih stylingov. Mesec kasneje, 20. maja, pa veliki dogodek. Nova izdaja modne revije Pometimo stereotipe. Darja že pridno pripravlja stylinge. Obljublja pa, da bo tokrat nastopil tudi en moški maneken. Se veseliš tega novega izziva? Malo me je strah, priznam. Ne, te ne bo. No, veselim se, zato ker vem, da se bodo dogajale stvari, ki se še mi niso v življenju. Ne vem, če bom uspešna ali manj, ampak tukaj ne govorim o uspehu, tu govorim o mojem zadovoljstvu, o tem, kar si me tudi vprašala. Ali bom zadovoljna, mislim, da ja.
Ne moram pa reči zagotovo, ker ni se od mene odvisno, ne? Tu je več dejavnikov, je pa jaz se veselim. Oldtimerke torej pripravljajo doživetje zase in za obiskovalce. Pri 60 ali oziroma starejši kot si, se ti ne potrebuje več dokazovati v življenju. Ti veš, kaj si, veš, kaj lahko daš. Tudi v službi se ti ne rabi več dokazovati, ker možu se ti ne rabi več dokazovati. Otroci odhajajo, ostaja ti čas zase, za svojo energijo, da počneš to v življenju, kar ti je všeč in to te polni. In to pač izraziš tam, ko si na odru in vidiš ljudi, ki to začutijo, potem dobiš energijo še večjo in se razdaš. K temu lahko dodamo le vabilo gledalkam in gledalcem na modno revijo Pometimo stereotipe, ki se bo odvila 20. maja v kavarni Loža v Kopru. Dobro počutje, pravijo punce, je zagotovljeno. Hvala vam za pozornost. Se vidimo naslednji teden.